Spoštovane gledalke, dragi gledalci, prvi spomladanski posavski obzornik začenjamo v občini Krško. Ta ima največ naselij in največ cest med slovenskimi nemestnimi občinami, kar vpliva na cene nekaterih storitev, tudi komunalnih. Za obnovo cest bi rabili okrog 10 proračunskih let, pravi direktorica občinske uprave. Odprta gradbišča za krožišče v Brestanici v Velikem Podlogu na mostu Žadovinek ter pripravi za Zdolsko cesto kažejo letošnjo proračunsko usmeritev. Za program cest, se pravi vse tisto od investicijskega vzdrževanja do novih investicij, pločnikov, sofinanciranja v državne ceste, imamo v proračunu v letu 2017 namenjenih 7,5 milijona. V tem trenutku sta v fazi izvajanja most, kjer občina sofinancira 1,2 milijona, oziroma izgradnja Dorca je v celoti v občinski izvedbi, kar pomeni, da bomo tam financirali približno 80 000 evrov. Začetek izgradnje velikega krožišča v Velikem Podlogu pa predvidevamo, oziroma je bilo na razpisu 200 000 evrov namenjenih sredstev. Kar se tiče pa sremiškega krožišča, ki se v tem trenutku odpira gradbišče, pa je tudi okrog 180 000 evrov. Najprej bo dokončano krožišče v Brestanici, ki bo rešila, prometno zagato mimo osnovne šole in vzpostavila varno pot. To je največja pridobitev, istočasno še kanalizacijo uredimo na Jetrnem selu. V Velikem Podlogu bo krožišče bolj kot sproščanju služilo umirjanju prometa. Kajti to je točka, na kateri se vsako leto zgodijo hude prometne nesreče. Na Sremiški cesti bo s krožiščem poskrbljeno za večjo varnost do osnovne šole. Tudi za Zdolsko cesto se pogovarjamo z državo o sofinanciranju in se pripravlja razpis. Upam, da bo v zelo kratkem času, v mesecu dni, objavljen, tako da pridemo letos do izvajalca. Največ v smislu prometne pretočnosti pa bo prinesla obvoznica čez nov most Žadovinek, zaključen čez 2 leti. Tudi smetarska vozila bodo naredila letno kakšne kilometre manj za odvoz odpadkov z Leskovškega zaledja na zbirni center Spodnji Stari Grad. Vse namreč šteje pri oblikovanju cene komunalnih storitev, čeprav jo v veliki meri odreja zakonodaja. Na marčevski seji je občinski svet potrdil letni načrt dela na gospodarskih javnih službah v izvedbi družbe Kostak in malenkostno povišanje zneska na položnici za te dejavnosti. Občina Krško ima največje vodovodno omrežje v državi. Vrednost komunalne infrastrukture znaša 22 milijonov evrov, kar nanese 600 000 evrov letne amortizacije. V zadnjih letih se je zgradilo veliko kanalizacije in vodovodov. V hidravlične izboljšave je občina vložila 7,5 milijona evrov. Občina Krško mora za vso infrastrukturo, ki je v preteklosti zgradila, obračunati amortizacijo in to amortizacijo zaračuna kot najemnino potem Kostaku. Kostak pa seveda to prenese na položnice. Sama cena za področje, kjer so uporabniki priključeni tako na kanalski sistem, pitno vodo, naravnanje z odpadki, naj bi bila za 4-člansko gospodinjstvo zaradi dviga omrežnine okrog 2 evra više, kdo ni priključen na kanalsko omrežje. Povišanje torej kroji omrežnina, povečana za 3 evre na gospodinjstvo, medtem ko se je cena storitve za slab evro na gospodinjstvo znižala. Omrežnino lahko občina delno subvencionira. Letos bo višina subvencije nižja. Kajti pričakujemo naslednjem letu dvig približno za 300 000 te amortizacije, kar pa bo imelo seveda bistven dvig samih storitev oziroma samih položnic. Ne bi pa želeli, da to občani preveč čutijo, zato bomo drugo leto pa pač povečali tudi subvencijo. Svetnik Dornik je predlagal izločitev komunalne dejavnosti iz delniške družbe Kostak v javno občinsko podjetje, češ da bi lahko bolj vplivali na cene. Pobuda ni doživela razprave, saj je omrežnina obvezna in se od koncesionarja vrača občini kot lastnici infrastrukture. Ta tudi odreja načrt vlaganj, vendar so velike naložbe zaključene. Bo prihajalo še določenih manjših investicij, predvsem
zaradi novih aglomeracij in pa podaljšanje rokov za priključevanje na kanalsko mrežje. Leskovar napoveduje do sredine poletja še zamenjavo večine smetarskih vozil. Sam center za ravnanje z odpadki ima zelo velik vpliv na samo poslovanje gospodarskih javnih služb, predvsem v tem vidiku, da vkolikor bi občani občine Krško vse zbrane odpadke odvažali na regijski center, ki ne bi bil v občini Krško, bi občani približno 400 000 evrov na leto več plačali teh storitev, tako da za izgradnjo centra, v katerega je vložila tako občina kot podjetje Kostak, smo občanom privarčevali okrog 400 evrov na leto oziroma približno od 0,8 do 1 evra po prebivalcu na mesec na dejavnosti gospodarskih javnih služb, predvsem na dejavnosti ravnanja z odpadki. Krški center sprejema tudi odpadke iz brežiške in sevniške občine. Mi moramo se pohvaliti, da smo v lanskem letu odložili še samo 17 kg odpadkov po prebivalcu, kar znese skupaj okrog 500 ton iz občine Krško. Z tem sistemom bojo tudi občani občine Brežice in Sevnica prišparili znatni delež, privarčevali. Glavno varčevanje se pokaže na dobrem ločenem zbiranju, se pravi, ker v občini Krško smo v lanskem letu dosegli že 65% ločevanje odpadkov na izvoru. Enako dobre rezultate glede ločevanja dosegajo v Brežicah, v Sevnici pa je stanje slabše, predvsem na račun blokovskih naselij, kjer se nekaterim ne ljubi ločeno razvrščati svojih odpadkov. V Posavju se ob domovih upokojencev iz javne mreže institucionalnega varstva s podobno dejavnostjo ukvarja še nekaj zasebnikov. Ti so bili pred kratkim deležni obiska socialne inšpekcije, ki je pri vseh našla kakšne pomanjkljivosti. Inšpektorica je v pregledu ugotovila, da 3 na območju Bizeljskega ne izpolnjujejo kadrovskih in prostorskih pogojev, ter jim je do pridobitve ustreznih dovoljenj prepovedala dejavnost. 2 sta se odločili za opustitev dejavnosti, ker sta upokojenki, 3, še delovno aktivna izvajalka, si zdaj prizadeva urediti vse, kot zahteva inšpekcija. Posebno opozorilo je dobil tudi dom Metuljček iz Sevnice, čeprav je šlo pri njih le za pomanjkljivo dokumentacijo. Vse drugo je ustrezalo, je povedala direktorica Centra za socialno delo Sevnica, ki z Metuljčkom pogodbeno sodeluje že 10 let. Pri nas je bila socialna inšpektorica že v juniju 2016 in smo bili tudi s strani Centra za socialno delo prisotni ob tej inšpekciji in moram povedati, da naši izvajalki je samo naložila nekaj ukrepov, ki jih je do današnjega dneva skoraj vse že izpolnila in še več. Naša izvajalka zdaj čaka samo še na soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da bo lahko izvajala celo storitev v obliki oskrbnega doma, to pomeni, da za več uporabnikov, za 16. In to je imela že v času obiska inšpektorice, kadrovske in prostorske pogoje za to, ni imela pa ustrezne pravne podlage. Občani naj imajo možnost izbire, vendar je prav, da so oblike pomoči ranljivim skupinam pod nadzorom, pravi Božičeva. Center je močno razvil tudi storitev pomoč obnemoglim na domu. Vsako leto upravimo pogovore z uporabniki in jih tudi seznanjamo o drugih oblikah. To se pravi, da naši uporabniki bi imeli možnosti tudi izbire kakšne druge oblike pomoči. V Metuljčku nudijo oskrbo osebam, ki niso priklenjene na posteljo. Tudi sami hodijo na sprehode, grejo v Sevnico, tudi kom pomagati dela, če se poznajo. Jaz sem že 12 let lele, 12 let teče in jaz sem rekel, izhecim sem tja, grem sem z mnogim naprej tukaj. Naš moto je, da delamo, da smo kot družina, ena velika družina, tako da imamo sproščen odnos, domač, rešujemo težave, ki nastanejo.
Podobno deluje oskrba za starejše pri Čučnikovih na Polani pod Lisco. Teritorialno je za njih pristojen Center za socialno delo Laško, a lepo sodelujejo tudi s Sevničani. Brez teh storitev bi težko poskrbeli za vse potrebe v občini, kjer delež starih nad 65 let in nad 80 let presega slovensko povprečje, dodajajo na Centru za socialno delo. Zasebna pobuda na področju nege in varstva starejših je zaživela zato, ker so javni domovi za nekatere uporabnike predragi, je zapisala socialna inšpektorica. Čeprav je izvajalkam na Bizelskem očitala pomanjkanje ustreznih cenikov in pisnih pogodb, je izvedela, da se pri njih mesečna oskrba giblje med 400 in 600 evri. Zasebno varstvo starejših se je na Bizelskem razmahnilo, ko se je zaradi novogradnje zaprl stari dom upokojencev. V novem domu so se cene zvišale. Na občini, kjer socialni problematiki posvečajo veliko pozornosti in denarja, ne mislijo tako. Imamo občutek, da je stavba tista, ki kroji ceno domske oskrbe, ampak to ni res. Glavni vzrok za visoke cene domske oskrbe v Sloveniji so predvsem normativi in pa plače. V starem domu so bile pretežno 4 posteljne sobe, kar nov normativ ne dopušča, a stari dom bi lahko še naprej služil ranljivim skupinam. Povečuje se namreč število pomoči potrebnih posameznikov v aktivni dobi in družin. Zadnjič na občinskem svetu smo 3 stanovanja prekategorizirali, želeli pa smo si dobiti stari dom upokojencev nazaj, katerega bi preuredili v bivalne enote. Žal nam tu ministrstvo ni uslišalo in nam ta dom ni preneslo na občinsko last, tako da v tem trenutku bivalnih enot ne moremo naprej izvajati. Občina Brežice je posredovala občinskemu svetu gradivo, da bi enega od objektov, s katerimi razpolaga že občina Brežice, prekvalificirali iz neprofitnih oziroma tržnih stanovanj v bivalne enote. Gre za objekt nasproti starega doma upokojencev na Prešernovi ulici. Upamo, da bo občinski svet to sprejel, kajti v občini Brežice se soočamo tudi z problematiko brezdomcev in družin v izjemno težkih socialnih položaju. Po podatkih oddelka za družbene dejavnosti je 61 prosilcev za socialno stanovanje, od njih jih 51 izpolnjuje kriterije, občina pa trenutno lahko ustreže le 8 prosilcem. Tako da smo v preteklem mesecu vložili na sodišče 2 predloga za deložacijo. Občina se sooča s problemom neplačevanja najemnin. Naj povem podatek, da občina Brežice je imela v letu 2013 proračun prihodke 28 milijonov, v lanskem letu za 7 milijonov manj in mislim, da nam je vsem jasno, da si občinski proračuni več ne moramo privoščiti nekih dodatnih socialnih izdatkov. V Brežicah bi socialno stisko lahko pomagala reševati država, če bi občini brezplačno predala vojaška stanovanja. Okrog 60 jih je na razpolago. To je edina možnost za povečanje fonda socialnih stanovanj, pravi župan. To je izjemno dobra oblika pomoči in sicer ljudje ne zgubijo strehe nad glavo, so nastanjeni. Z njimi mi tudi delamo, jim nudimo osebno pomoč, jim pomagamo skrbeti tudi za redno plačevanje, kar je velikokrat problem. Gospa, ki je imela dosti dolgov, je v tem času prišla skoraj zdaj na nič, to se pravi, da ni več zadolžena, tako da vidimo res eno veliko pridobitev in glede na to, da so še prazne hiše v Sevnici, da tukaj ni veliko investicij, bi rekla, da je to prava pot za reševanje stanovanjskih stisk. Za družbo je ceneje, če najbolj ranljive sokrajane Center za socialno delo spremlja, preden postanejo brezdomci. V Sevnici imajo po 2 letih obstoja bivalnih enot dobre izkušnje. Pred 3 leti je Društvo Zdravje za Posavje začelo zbirati prostovoljne prispevke za nakup digitalnega mamografa. Razpis za njegov nakup je brežiška bolnišnica objavila ta mesec. Upajo, da bodo aparat dobili pred poletjem.
V tednu boja proti raku je 5000 evrov. Kot donacijo za mamograf prispevala tudi občina Krško. Čeprav po zdravstveni shemi njihovi občani gravitirajo v novomeško bolnišnico, si na občini ne želijo, da bi regijska bolnišnica stagnirala. Zato ji vsako leto namenijo pomoč. V zadnjih 8 letih skupaj 94 000 evrov. Še naprej želimo na tak način tudi podpirati, ne samo z donacijami, ampak na nek način tudi soinvestirati v določene projekte ali programe v sami bolnišnici Brežice, ker se zavedamo, da je pač to bolnišnica, v katero gravitira tudi veliko naših občanov. Z dobrodelnimi koncerti, prispevki občanov in drugih donatorjev je za mamograf zbranih okrog 100 000 evrov. V bolnišnici so se okrog izbora aparata obrnili na strokovno pomoč Onkološkega inštituta. Pri raziskavah trga, ki smo jih seveda delali, so cene različne. Pričakujemo, da bo nekje med 130 do 150 000 evrov moralo zadostovati za nakup digitalnega mamografa. Torej s takimi specifikacijami, ki bi kasneje dovoljeval oziroma dopuščal možnosti, da bi se bolnišnica Brežice na nek način vključila v program DORE. Aparat bo prispel bolnišnico do poletja, do takrat pa je potrebno zbrati še nekaj denarja. Lepo vabim vse, da se še vključijo v akcijo zbiranja sredstev za nakup digitalnega mamografa. Hkrati pa bi se ob tej priložnosti iskreno zahvalila Društvu Zdravja za Posavje. Ustanove v sistemu javnega zdravstva bodo vse bolj odvisne od pomoči za aparature. Podaljšan čas bolnišničnega zdravljenja, vse starejših občanov ter pri zavarovalnici pocenjene zdravstvene storitve nista edina. Sta pa pomembna razloga za ustvarjanje izgube v poslovanju bolnišnic. Tudi brežiška jo je pridelala, vendar je najnižja med vsemi bolnišnicami. 338 000 evrov je presežka odhodkov nad prihodki. Smo še ena od bolnišnic z ranga manjših bolnišnic, Trbovlje, Ptuj, Brežice, ki je kljub pozitivnemu poslovanju v letu 2015 ustvarila negativni poslovni izvid v letu 2016. To, da so med najmanjšimi izgubaši, ne jemljejo kot tolažbo, ampak kot zavedanje. Ko bo verjetno v prihodnje potrebno še več takšnih donacij oziroma celo financiranja manjših bolnišnic strani občin, ki takšne bolnišnice potrebujemo. Dobra novica za Posavce je, da se nadaljuje modernizacija bolnišnice. Glejte, naslednje investicije, ki so že predvidene in za katere smo že uvrščeni v nacionalne razvojne programe, je izgradnja pediatrične urgence, ki se bo izvedla v tem letošnjem letu. V nadaljevanju je ena zelo tako pomembnih investicij nakup sterilizatorja, ki je neobhoden za delovanje bolnišnice. Potem sledi prenova bolnišnične lekarne, za katero se tudi že nahajamo v samem programu. V letu 2018 si pa vsekakor želim nadgraditev urgentnega centra, kajti zidove, streho že imamo, se pravi gre za prvo in drugo nadstropje, v katerega bi se naj preselila centralna intenzivna enota in pa radiološki oddelek. V Sloveniji je letno odkritih 15 000 rakavih obolenj. Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku je v 18 letih svojega delovanja gotovo pripomoglo k ozaveščanju ljudi o pomenu preventivnih presejalnih pregledov za zgodnje odkrivanje bolezni. Odziv na testiranje bi bil lahko večji, za kar si bodo v društvu še naprej prizadevali, so sklenili na letnem zboru v Termah Čatež. Z roko v roki proti raku je letošnje geslo za zgodnje odkrivanje bolezni, za kar so v državi 3 presejalni programi. Program SVIT, detekcija raka debelega črevesa in danke, ZORA, detekcija raka materničnega vratu in pa DORA. DORA je sistemsko vabljenje žensk na mamografijo, ki se je letos začelo tudi v Posavju. Krčanke in Sevničanke so vabljene v Novo mesto, za Brežičanke in Belokranjke pa bo, dokler v programu ne bo brežiške bolnišnice, poskrbela mobilna enota. Odzivnost na presejalne teste SVIT-a v Sloveniji je le 60%, na ZORO je 10% višja.
Nažalost v Posavju še vedno ne moremo biti zadovoljni z odzivnostjo. Odzivnost zdaj v procentih je težko govoriti po posameznih občinah, vendar moram reči, da v sevniški občini nekoliko presegamo državno povprečje. Odkritje, da lahko raka povzroči virus, je porušilo tradicionalno dogmo o raku kot kronični nenalezljivi bolezni in prineslo cepivo proti okužbi z virusi HPV. Že leta 2009 je v Sloveniji na voljo brezplačno cepljenje deklic proti okužbam s HPV, ki povzročajo tako raka materničnega vratu kot nekatere druge rakave bolezni. Cepljenje je brezplačno, je pa neobvezno, kar pomeni, da morajo starši podpisati privolitev za ali proti cepljenju in žal ugotavljamo, da se premalo staršev odloča za cepljenje. Cepljenih je le polovico deklic, je povedala Ivanuševa. In te deklice bodo imele pomembno manjše tveganje, da bodo zbolele za rakom materničnega vratu in tudi pred rakavimi spremembami, kot v bistvu deklice, ki niso cepljene. In zdaj bomo kar naenkrat se v programu Zora soočili z to dvojnostjo, in bo kar težko pravzaprav pravilno obravnavati te ženske. Tako da jaz bi res apelirala na starše, da je odločitev za cepljenje in odločitev proti cepljenju odločitev, ki lahko vpliva na zdravje otrok. Za podporo pri preventivnem delovanju s širjenjem koristnih informacij je Društvo za boj proti raku z bronasto plaketo nagradilo Osnovno šolo Brežice, tednik Dolenjski list pa tudi televizijo Vaš kanal. Prireditev so glasbeno obogateli šolarji iz Podčetrtka. Nov zakon o dimnikarski službi, ki je letos stopil v veljavo, je sprostil trg dimnikarskih storitev. Po novem si lahko občan poljubno izbira dimnikarja. Koliko bo to vplivalo na požarno varnost, bo pokazal čas. Poglavitna sprememba je, da dosedanji nosilci koncesij niso več edini pristojni za delo na dotičnem območju, ampak si lahko občan izbere drugega dimnikarja z licenco. Seznam licenciranih dimnikarskih družb in nosilcev obrti je na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Sprostitev izbire dimnikarja ne pomeni ukinitve dosedanjih obveznosti za vzdrževanje kurilnih naprav. Vsi roki obveznosti čiščenj ostajajo isti. S tem, da sedaj je uporabnik tisti, ki mora zagotoviti in mora dovoliti in mora poklicati dimnikarsko službo, da ima na določene roke, kot je predpisano, opravljene storitve dimnikarske. Kdor želi drugega dimnikarja, ga mora izbrati najkasneje do 30. junija, sicer za kurilne naprave ostane še naprej pristojno podjetje, ki je to delalo do sedaj. Večino kritikov stare organiziranosti te službe so bolj motile cene storitev kot kvaliteta uslug. Zato je pred izbiro drugega dimnikarja za uporabnika pomemben naslednji podatek. Če kliče na daljšo razdaljo, kot je 25 km, lahko dimnikar zaračuna dodatne stroške na tiste kilometre, kar je nad 25. Vendar opažam, da tega ne počno dimnikarske službe in dimnikarji ne. Kampanja za spremembo organiziranosti dimnikarske službe je zasenčila dejstvo, da v državi primanjkuje dimnikarjev. Vpisa mladih v program za dimnikarja ni. Sevniško podjetje Snedim 40-letno tradicijo za kadre skrbi tako, da jih sami izučijo, prekvalifikacijo pa potem opravijo v eni od poklicnih šol, je povedala Ana Jelančič. Sevniško društvo salamarjev je letos pripravilo že 56. salamijado. Kopitarna skupaj z zavodom KŠTM in krajevno skupnostjo pa drugo žensko salamijado. Obe sta se odvijali sočasno, ženska na gradu, moška pod njim. Zmagovalca z najvišjo oceno za salamo sta Marija Štih iz Kamence pri Karmelju in Jože Fabjan iz Šentjerneja. Grajska dvorana Alberta Felicijana je bila premajhna za vse, ki so se želeli udeležiti dogodka, spodbujenega v Kopitarni, ko so lani praznovali 130 let podjetja. Smo to navezali v bistvu z tradicijo salamarjev, moških salamarjev, ki so pa vedno imeli moško salamijado
In potem smo rekli, moramo pa na isti dan tudi za ženske poskrbeti. In pol, ko je bil pa tak dober odziv, smo pa to ponovili še letos in ponovno se danes tukaj družimo in veselimo. Nova kopitarniška kolekcija, pevka Nuša Derenda in vokalna skupina Vilinke so popestrili tekmovanje za najboljšo salamo izmed 30 vzorcev, ki so jih prinesle ženske. V letošnjem letu smo ugotovili, da je celo kvaliteta malo napredovala, tako da to, da imamo v Sevnici žensko salamijado, ki je pa edinstvena in edina v Sloveniji in pa se na tem področju dela tudi na kvaliteti, je zelo spodbudno. Osnovni dejavnik za dober izdelek je dobra in sveža surovina. Jaz sem že kar dosti teh salamarja dala skozi in na lokalnem, pa tudi na državnem nivoju, tako da vam lahko rečem, da je kar kvaliteta primerljiva. Razlik med žensko in moško salamo ni, je le dobra in manj dobra salama, je dejala Jurošetova. Kajti, če imamo zamrznjeno meso, se to vidi na tem, da je meso potem preveč suho, drobljiva. Taka salama je drobljiva, ni dobra, ni sočna, tako da res se pozna, če je to res bila ta pot od prašička pa do salame čim krajša in pa tudi, da je bil vzrejan tukaj v Sloveniji, je vse to da ugotoviti. Vremenske razmere v času zorenja mesnin so letos pripomogle, da so salame vrhunske, je povedal nov predsednik sevniških salamarjev, ki je prevzel funkcijo po pokojnem Stanetu Krncu. Na najstarejšo slovensko salamijado s prepovedanim vstopom žensk v Vrtovškovo gostilno pod gradom je prišlo okrog 800 mučenikov, kot si zaradi datuma prireditve radi rečejo obiskovalci. Salam je bilo tako kot ponavadi, tam 127, lepa udeležba, tako kot vedno. Mislim, da je to zapuščina Staneta Krnca, ki je to tako dobro pelal. Tradicijo salamarstva Zavod KŠTM vse bolj vključuje v svoje turistične produkte, tako da bodo pomagali pri utrjevanju ženske salamijade. Naš grad je že, kar lahko upam trditno, da je prepoznaven po Modri Frankini in tudi po pokušini salame iz rok gospodarjev in kmečke zadruge. No in se nam je zdelo, da smo mogoče res malo poklicani, da pristopimo tudi k temu, da izpeljemo ta dogodek. Se pa nadejamo, da v naslednjih letih, če bi se to res obdržalo, kar rečem, ali v takšni obliki ali v preobleki, da bi mogoče tudi kakšno društvo to prevzelo. Morda kateri od aktivov kmečkih žena, čeprav je verjetnejša možnost, da v celoti novega dela ne bo želel prevzeti nihče od prostovoljcev. Vedno novi predpisi namreč jemljejo pogum, opažajo na zavodu. Drage gledalke in gledalci, mi vam ne glede na vse želimo, da vsak dan začnete s pogumom in ga končate z nasmehom. Ponovno se vidimo aprila, do takrat pa vam privoščimo čudovito pomlad.